Tudi potem, ko so konec leta in v februarju ustavili proizvodnjo in delavce poslali na dopust, to ni bil zadosten ukrep za ublažitev posledic padca naročil. Na evropski trg govorimo o celotnem, ker seveda situacija ni vezana samo na naša vozila, je upadel v prvih 2 mesecih za 9% cirka in pa v Franciji še nekaj več. Francosko tržišče je naše glavno tržišče, tu je prišlo do 18% padca trga. Nočna izmena v Revozu obratuje od maja 2007, ko je stekla proizvodnja Twinga. Krajša prekinitev se je že zgodila maja lani, takrat zaradi težav z oskrbo, septembra pa so jo nato spet uvedli. 26. aprila pa jo ukinjajo. Delo bo izgubilo 78 zaposlenih za določen in 54 za nedoločen čas. Je to število že znižano, bistveno znižano, ker smo se dejansko zelo trudili iskati druge možnosti. To so delavci v proizvodnji, določene režijske delavce pa bomo ravno tako preusmerili v delo v proizvodnji. Brez dela bo ostalo tudi 199 zaposlenih prek agencij, večinoma tujcev. Podjetje bo tako od maja dalje obratovalo le v 2 izmenah. Ukinitev nočne izmene je bila napovedana že prej, zato so se na to pripravili tudi v podjetjih povezanih z Revozom. Pri nas vse to, kar je vezano na proizvodnjo v Revoz, bo imelo tudi temu primerno, bo imelo posledice. Vi pa veste, da TPV skrbi za to, da ni samo odvisen od enega kupca in to je tisto, kar nas tudi daje potem v drugačno pozicijo. Za vnovično zaposlovanje pa bo ključen skupen projekt med zvezo Renault-Nissan in nemškim Daimlerjem. V Revozu nova delovna mesta predvidevajo ob zagonu novega vozila, to naj bi se zgodilo čez približno leto in pol. Do takrat pa novega zaposlovanja ne predvidevajo. Takrat bodo predvidoma vnovič zaposlili polno nočno izmeno.